Ej, tega pa ne moreš zrežirati. Seveda lahko. 27. festival slovenskega filma v Portorožu od 22. do 27. oktobra. Več na fsf.si. Včeraj je bila sobota, pred zadnji dan festivala, ko je v tekmi za nagrado občinstva povedal Praslovan, ki je v petek zvečer prejel kar stoječe ovacije. V 2 urah je namreč predstavil 40-letno kariero glasbenika Zorana Predina. Na drugem mestu je pa skoraj da malo presenetljivo dokumentarni film o avantgardnem, eksperimentalnem, alternativnem filmu v Sloveniji z naslovom Ali je kaj avantgardnega. No, danes večer bodo podelili tiste ostale nagrade, pa tudi nagrado občinstva, tako da bomo izvedeli, kdo je resnično zmagal. V soboto pa smo se imeli takole. Režiserji smo težki egomanjaki, to vsi veste, režiserke isto. Edini igralci so malo hujši mogoče od nas. Kar pa ne pomeni, da ne cenimo slehernega, ki z nami ustvarja film. In nekateri ustvarjalci so tudi taki, ki ne morejo drugače dobiti nagrad, ker so pač šofer, scenc, ne vem, tajnica režije, kako se reče. Pač ne dobijo nagrad, ker te vesne so za nas, ta glavne. Zdaj, danes mi je tako še malo težje kaj pametnega povedati, zato ker nagrajenca nisem skoraj nikoli videl na svetu. Ker on slovi po tem, da ko gremo mi spat, on porihta za jutri in ko zjutraj pridemo, ga ni več in rečeš, pa kdo pa to vzrihtal? Včeraj je bilo to katastrofa. Je še šel, kam je šel? Ja ne vem, na drug projekt ali pa spat ali pa ne vem kva. In rečeš, wow, kdo je to? To je legenda neka. Pol sprašuješ pa, kako on sploh izgleda? No, vse, kako ste jih malo videli. Ja, še od vseh do zdaj je po mojem še najbolj podoben Kosobrinu, če bi tako rekel. Recimo, če vidite kdaj kakšen odlomek iz slovenskega filma ali pa kakšno reklamo, pa rečete, čakaj malo, to je vse dobro, zgleda sem, a tle ljudje živijo, to zgleda, kada so pred 10 minutami iz Ikeja prpalali. Odgovor, zakaj je tako? Ja, niso nešota poklicala, ne. Pa zgleda vse novo. Se pravi, človek, ki ponavadi hočemo, da nas pomladijo, porihtajo, polepšajo, on pa poskrbiti za to, da stvari zgledajo, kada že nekaj časa obstajajo, torej, da te ne vrste patin, da imajo patino, se reče, zdaj po besedo. Zdaj, kaj dosta anekdot ne vem, ker sem, se vem, iz česa. Ampak, kaj je šel v službo na televizijo, na nacionalko, pa je prišel na razgovor, pa so rekli, pa v bistvu sem vas že zbrala, ampak vse, ker je reda radi, povejte kakšno tako svojo referenco neki, ne. Je rekel, mislim, ne vem, bil sem jugoslovanski prvak v pleskanju. Je bilo tekmovanje samo enkrat v Makedoniji, to sem prej izvedel, pa je pa žal Juga razpadla, tako da ni mogel še ponavljati svojega rekorda. Torej, letošnji Kosobrin je Nenad Živković Nešo. Vsako leto dobi Kosobrin značko Kosobrin in letos je ta značka spatinirana. Je bil restauriran in digitaliziran ob praznovanju 20. letnice Slovenskega filmskega centra. In sicer so najbolj ohranjen 35 mm filmski material iz delno propadajočega negativa in drugih 35 mm virov najprej digitalizirali, nato pa restaurirali v digitalno različico. Gre za tretji igrani celovečerec, takrat 35-letnega Matjaža Klopčiča,
ki bi letos praznoval 90 let, zato tudi imamo ta dogodek. Sicer pa tudi je bilo zanimivo, da je 2 leti preživel na postdiplomskem študiju v Parizu in tudi sodeloval z novovalovci francoskimi, Godardju je asistiral. In kot rečeno, tukaj se poznala, ima teh vplivov, ampak že bledijo, v primerjavi s prvima 2 filmoma, ki jih je posnel dosti mlad, mislim, danes pri 35 letih, fante in dekleta še ne poznajo svojih celovečercev na današnjem času v Sloveniji, ali pa redko. On je pri koncu 20-ih posnel zgodbo Pianini in na Papirnatih avionih, kjer je pa ta vpliv novega vala bistveno večji, tukaj so samo neke reminiscence, še posebej v podvojitvi, v črno-beli tehniki in v podvojitvi kadrov oziroma v mešanju časovnih ali opuščanju časovnih elips in podobno. Tudi material, ki sem ga dobila, o njemu je bil zanimiv, ga je celo presenetil, ko sem ga pokazala, pa tudi on mene zelo presenetil, ker mi je enkrat izpod ne vem katere mize odprl en kovček, v katerem je imel posnetke in jih takrat še ni kazal, najbrž kasneje, super osmičk, ki jih je snemal v Parizu, na študije. In je zelo zanimivo, ker te super osmičke so bile tako, mislim, res godardovsko narejene, ampak spremljal je pa striktno samo ženske po pariških ulicah. Tako, zdaj imate v kinoteki, recimo, kako je tudi v začetku, kar pa sam ženske snemal po praških ulicah, mislim, sledil ženskim podobam v hrbet in to. In potem, ko mi je to kazal, seveda to je bilo Nemo, kot super osmička, in se je vrnil mentalno tisti čas, to je nekaj kazal po koncu 90-ih, zelo pozno, se je vrnil tisti čas in seveda, se spomnil podob žensk, kot tistih, s katerimi je imel razvijal neke odnose, ampak z njihovimi podobami. To je kločič. Ful mi je všeč, ko reče v filmu Od Vida Hajnška konec, gospa Onič reče, lep dan je, kar naj bo. Gregor, a si ti zavarovan? Načeloma. Ne, nisem. Domnevam, da kaj nam lahko poveš, kaj je v bistvu tisto, kar te je nekako pred leti pretentalo, da si rekel, tole je pa ideja za film in da lahko zdaj nekaj let kasneje uživamo v celovečercu po Evropi? Ne vem, vedno me je zanimala ta tema boja slehernika proti sistemu. Mislim, da vsi poznamo ta občutek, kako je biti 19. v čakalni vrsti. Tako da, ne vem, v bistvu takrat smo se spraševali scenaristi, kaj bi se zgodilo, če ne bi takrat jezno šli domov in rekli, ampak da bi se šli boriti naprej, kaj bi ta zgodba pripeljala. In tako da, vidimo, kam nas pripelje. Jaz mislim, da je boj nujno potreben in lepo, da ga mali oziroma sleherni človek takole premore na platno. Kaj lahko rečeš še, kar se tiče celotne seveda zasedbe, verjamem, da je bilo vsakega od njih poseben izziv pritegniti na film, mu nekako predstaviti projekt, s čim si jih najbolj kupil? Jaz mislim, da smo za začetek naredili res en odličen scenarij, dolgo smo ga delali. Mislim, da je on sam po sebi dobro delal, ampak seveda tazga scenarija in to kompleksnega ne moreš delati, če nimaš to hudih sodelavcev, kot sem jih imel jaz. Tako da še enkrat sodelavci, ful hvala. Ej, tega pa ne moreš zrežirati. Seveda lahko. 27. festival slovenskega filma v Portorožu od 22. do 27. oktobra. Več na fsf.si.